Čisto sem v šoku. Evo, jutro bom začel s super zajtrkom. Glejte, kako so mi tole lepo pripravili. Tole je pa res za 3 ljudi se najest. Tukaj je gospa zelo prijazna. Tako da, fino je, no, fino. One moment. Ja. Katia! چقدر تو حساب نبیدن و حساب چیکار میگه دیگه؟ Iz tukaj mi bo kar malo težko iti, ker je bilo res super. Kakor ste videli, je šefica zdaj rekla, da oni pomočnici, da mora on umakniti, zato da bo lepš. Podjetna ta šefica, drugače pa tudi zelo dober sem samo. Tukaj zajtrk ste videli, neverjeten. Da imajo tudi grozdje. V glavnem res super nastanitev. Tako da fino sem se imel. Tole stavbo sem videl iz ceste, zapuščena, pa sem rekel, bi šel malo pogledat, ker mene zanimajo take stvari. Pa vidim, da kje sem, pa kje še kakšen človek noter živi. Tamle so, vidiš, po perilu, pa po antenah satelitskih. Ampak huda stavba. Tamle na un strani je pa še ena, sem hotel tudi do tiste priti, samo je pa ena dolina vmes, tako da ne bo šlo. Pa nimam toliko časa, da bi zdaj tole lahko raziskal, ker imam čist na tempiran dan. Evo še malo, kako izgleda tale stavba. Ne vem, zakaj je to vse čisto zapuščeno. Bi bilo pa to zelo zanimivo, jeti se malo noter sprehoditi. Iščem zapuščeni neki spa resort ruski, pa mi glih najboljš ne uspeva, čeprav zdajle sem nikje tako, da bi lahko bilo. Ja, pa tole ne bo glih. Čeprav tole mi izgleda nekaj tacga zapuščenega, sicer živijo še ljudje, neč se bom mogel še malo okoli zapeljati, da bom najdel. Ampak nekaj sem najdel, ne vem točno kaj. Ni to čisto ta glavno, kakor sem na slikah videl, ampak tole po mojem je en del tega zapuščenega kompleksa. Meni otroci vpijejo ka norci, ne vem, kaj jim ne štima. Čeprav tle je zanimivo, tle še ljudje živijo. Gremo noter pogledat. Tukaj je bil en oder za proslave. Ja, pa je to nekaj. Nekaj je. Tole je bil po mojem klavir, ko pravite. Olejte, to je bilo za tiste čase, ki je bilo, je moglo biti moderno. Čunajte, to je ene 30-40 let nazaj delovalo. Zdaj je pa to res sam zapuščeno. Je pa še, tukaj malo pogledati, mora pa še biti nekje, pa en tak, ki je vse še veliko boljš zgleda. Ja, to je vse sprazneno. Evo, neki stoli so tu bili, televizor,
televizor. Tole je mogel biti zvočnik po mojem. Tukaj sem najdel še nekaj, ampak mislim, da to še zmeraj ni tista stavba, ki jo jaz iščem. Je pa to del kompleksa. Pa zanimivo, da tukaj not ljudje živijo. Mislim, ne veliko. To so se eni kar uselili, ki pač niso imeli stanovanja najbrž, ker to zdaj najbrž ni od nikogar. Ja, tudi slišim glasove ljudi. Tamle ena ženska. To je bilo včasih moderno, zdaj je pa zapuščeno. Zdaj grem pa probat najti še tisto ta glavno stavbo, ker tista je pa daleč najbolj zanimiva. Tega bogega kožata suga sem tukaj srečal, lejte kako je simpatičen. Pa sem mu dal za jaz nekaj, ki samo pa je tako z veseljem pojel. Evo mu bom še dal, na koža, na, da se boš ti najel, na koža, na, koža, na, tle, lej, tle imaš, lej, na, koža, na, lej, vidiš, kako je vesel. No, pa sem mu polepšal, da. Tle sem že enkrat bil, pa sem mislil, da nisem na ta pravem placu. Ampak zdaj sem tu na Google Mapsu še malo bolj točno pogledal in mislim, da je to. Ja, je. Vete, kakšna vrata huda. Vete, to je to. So pa ljudje tukaj, se išlište otroke. Zanimivo. Škoda, da je to vse tako propalo. To je bilo res vse fascinantno. Je kar en hud pes, kar resno navalo. Običajno srečujem kakšne ovce, koze na cest. Zdajle pa to konju, lejte koliko jih je. Wow. Zanimivo. Ta bel je lep. Zdaj si gremo gledati en kanjon. Ta kanjon sicer niti ni bil v planu. Sem pa ob cesti videl tablo za neki kanjon, sem pa vtipkal v Google, da sem slike videl in se mi je ful super zdelo in sem rekel, nič, pa grem jaz to pogledat, ker sem ravno blizu. To zdaj sicer pomeni, da mogoče pomeni, da neko drugo stvar ne bom danes videl, ampak kajčmo, tole mislim, da bo zanimivo. Pomembno mi je pol, da še grem en samostan pogledat, tako da bom danes maksimalno izkoristil dan. Zanimivo, da je pot skozi takole lepo urejena. Me zanima, če bo vse 3 km pa pol. Zgleda, da sem dokaj blizu. Že kar nekaj časa po telih stopnicah hodim. In se sem že pritožujem, je super. Tole sem že nadaleč vedel, da mi bo super. Evo, dol prepad, takr konkreten, ti greš pa čisto takole.
ne vem, kako bi rekel, jaz drugač pri takih zadevah nimam straha absolutno nobenega. Ampak, veste, da je pa majčken drugačen občutek v kolenih. Mislim, lejte, je res visok. Drugač pa top kanjon. Mislim, dober so si tole umislili. Dober, zelo dober. Pa vidim, tu ful deleč še gre. Tu ful deleč še gre. Mislim, ja, mi je všeč, no. Mi je všeč. Zdaj pa še zaključek. Tole je pa ona najbolj interesantna zadeva. Tle bo zanimivo, če se ljudje kaj bojijo. Glejte, to greš po mostu. Wow, dober kanjon. Tudi spodaj bi ga bilo lepo za pogledati. Sem pričakoval, se bojo tle ljudje bolj bali. Se spomnim, ko sem bil na Hrvaškem, tam na Svetem Juretu. To so ljudje, kar mama hčerko sila naj gre. No, se drugače pa tole kar dober niha, veste. Tako da bi rekel, čutim, da nisem na trdih tleh. Zanimivo, nekaj. Takole je to. Tale kanjon je bil fantastičen. Imam pa problem, da nam slučajno zamudil samostan, ker je pa tak hud, da si pa ne bomo prosto. Je pa siguren, bi bilo bolj zanimivo tisto videti kot ta kanjon, čeprav se strinjate, verjetno, da ta kanjon ni bil slab. Tudi tale sprehod je bil super, čeprav so mi rekli, da bom 3 ure rabil, bom jaz v dobrih 2 urah naredil. Tako da zdaj me čaka še malo hriba, mislim kar nekaj časa, tako da bom kar tekel malo gor, ker upam, če ta samostan, zdaj bo ura, ob 2 bom jaz gor, upam, da je do 5 odprt. Upam, da je do 5 odprt, ker tu si bi pa res želel videti. Zdaj pa tečem gor. Evo, prispel. Zdaj pa sem gas naprej. Pa še ne pa ta avta. Zdaj pa sem gas, 2 ure mi kaže do samostana. Moram tu malo prej prideti. No, običajno, če kaže 2 ure, jaz rabim 2 ure pa pol. Najbrž malo mečkam, tako da bom zdaj pa mečkam hitrej vozil. Čist sem v šoku. Kakor ste videli, ključ sem zaprl, zaklenil avto. Tu se mi še nikoli ni naredilo, niti tu nisem vedel, zdaj vem, zakaj se je tu naredilo. Jaz sem šel na sopotnikovih vratih, sem odklenil, dal not in pol vrata zaprl, ključ pa noter pustil in se vse skup zaprlo. In jaz nisem še telefona, nisem imel pri sebi. Meni se kar tema se mi naredila. Tema, se rekel, to je nerešljiva zadeva. Nerešljiva. Imam še nekega Mercedesa, ne vem, koliko je, 4 leta star. Se rekel, se tu pa imajo tako narejeno, da ne moreš kar udrt noter. No, posebej te majstri najdejo. Hvala Bogu, da je to bilo na parkirplacu za tisti kanjon in tam iz džipi vozijo v kanjon ljudi in je cel kup šoferjev in potem so se te ljudje najdeli. In so kar malo tudi tekmovali, kdo bo to zrihtal. Tam v 1 uri so približno mi odprli. Vse sorte so probali. Probali so tlele, da je lepil z lepilom dal, da bi to ven potegnil. Pa ni šlo, ne gre. Potem noter so tle rinili. No, se na koncu pol, se ste videli v videu z enim takim železom odprli. Ampak so mi pa tlele mečkan zjebali avto. Ampak to jim nimam čist kaj zameriti.
Hvala Bogu, da so mi to rešili. Tle sem nekje Bogu iza nogu. Kako bi to rešil? Kako bi to rešil? Mislim, vrhunsko se rešilo. Tudi jaz sem vsemu, jaz nisem čist nič. Tudi pol avto ne bi mogel pustiti, pa nekam spatjet, ker imam noter, če ne bi danes rešili, rečemo. Imam noter torbico z 2000 evri, pa kreditno kartico, pa pasoš, pa osebno, pa prometno, pa vse. Kaj se človeku vse naredi? Sam da je to mema. Tule bom pa že nekako prebolel, mende. Nič, gremo novim zmagam naproti. Avto sem si zaklenil, zdaj sem je pa majstri tle s tem kablom rešil. Tle se malo poznal. Thank you very much. Tale mojster je odprl, tako da jaz sem že videl, kako bom mogel šajbo razbiti. No, tako da hvala Bogu se rešilo. Lejte, krave na avtocesti. Dobesedno so tle med dvema pasovoma, lejte, to je avtocesta, gor se pa krave pasejo. Sicer sem prej pol kilometra nazaj je bilo pa ovc to na avtocesti. Upam, da sem na ta pravi poti za ta samostan. Na Google Mapsu je narobe bilo, sem čist nekam X prišel, zdaj sem pa dva človeka vprašal, so me pa nekako sem usmerili, bomo videli, če je. Evo, sem prišel do samostana. Glejte, kje je gor je na kakšnem hribu. Zdaj sem upam, da je zadeva odprta. Ker tečem gor, da bom čim prej prišel. Tole je noro videti. Zdaj, jaz upam, da se lahko pospneš po telih stopnicah gor. To bi bilo noro. Nikjer nobenega ne najdem. Tlele ne bi bili neki uradi, pa ni nobenega. Drugač po lojtrah se ne da gor prideti. Piše gor. Upam, da bom prišel nekako gor. A da še naluška na cirkuca. Ampak mene zdaj najbolj zanima, da gor pridem. A Čenkarjet, tamle so tista vrata odprta. Pa grem jaz. Saj sem bil tam, pa če ni nobenega bilo, ne moram jaz pomagati. Da bo že kdo gor povedal, če se ne sme. Bo pele tule nekam. Ne, se bo tle ustavilo. Konc je tukaj. Sem pa mal sem, nisem prepričan, če bom lahko gor prišel. Tole mi je nekako jasno, da gor ne bom prišel. Bi pa probal prideti sem le nekam gor, da vidim, kako to gor zgleda. Tle vidim, da je neka pot, pa bom šel, pa vidim, kam pridem. No, gor v samostan se ne da iti. Sem najdel potem enega meniha, pa sem ga vprašal, je rekel, nemogoče, tole vam pa tle kažem, kakšen klanc je pa res hud. Zdaj grem pa jaz probat najdeti kakšno razgledno točko v višini samostana, pa da, čeprav mogoče tle tudi neka razgledna, da bom vsaj zaslikal, da imam vsaj neko lepo sliko od vrha. Glejte prašičke, tale lepo počiva. Ač pa slaba cesta. Zdaj grem ke, če bom ta samostan videl z vrha dol. Mogoče bo ratalo, mogoče ne bo. Tukaj pa ne vem, če bo šlo. Tudi ne vem, zakaj bi šel riskirati. Čeprav bi šlo verjeten. Ne vem pa, kakšna je cesta naprej. Ne vem. Am sploh kje obrnul lahko. Ne vem. Ne vem, kaj ne naredim. Sem se odločil, da ne grem. Samo za danes že do sranja. Nočem še enega.
Če bi šel pa peš, je pa dober kilometer. Pa še ne vem, a bo kaj kilometer nazaj. Pa jaz imam še ne 300 km za nas prevoziti. Hotel moram še najdeti. Tako da ne bo, grem jaz kar v akcijo za naprej.